sem že tukaj. Ti, moj mali vitez, bova zmerila temperaturico. Takole. Kako se počutiš, mišek moj? Babi, kot da bi me en zmaj prežvečil pa izplunil. Ježišna, a veš, mišek moj, tudi prehladi so del življenja. Babi, kako sem pa dobil prehlad? A veš kaj? Virusi in bakterije so prišli v tvoje telo. Kaj? Kam? Kdo? Virusi in bakterije. Kdo pa so to? To pa so takšna majčkena pitica, ki pridejo v naše telo in potem napadajo naše celice. Kaj? Oni mene napadajo, ampak kako se jih ne vidim? Seveda se jih ne moremo videti s prostim očesom, samo pod mikroskopom. Ampak, babi, kako so prišli v moje telo? Na različne načine lahko pridejo, a veš, preko tekočine, naprimer, ali pa potujejo po zraku, ali pa z dotikom. A veš, zato je tako pomembno, ko ti skozi govorimo, da si umivaj rokice. In to zelo pridno. Ježišna, a veš, da si ravno kar pihnil 2 metra daleč v zrak. Kaj? Babi, nisem za nalaž. Bom drugič v roko. Ne, pihni. Takole, nič ne boš v roko. To pa ne. Če pihneš v roko in se potem česarkoli dotakneš, se virusi na tak način zelo, zelo širijo. Ja, zato je bolje, če nimaš pri sebi robčka, da pihneš ali kihneš, recimo v komolec, takole, ali pa... Ja, tako je tudi po bontonu. Kakšnem bombonu? Ne, mišek, po bontonu. To so pravila lepega vedenja. Če naprimer kihnemo v komolec, a ne, s tem ne širimo viruse dalje v zrak in s tem skrbimo tako za sebe, kot tudi za druge. Ampak bova več o tem bontonu zvečer, mišek, a prav? Ampak sem jih tako tudi dobil. Ja. Babi. Povej. A imaš še kaj onih bombonov? Ja, seveda, veš, da jih imam. Onih slastnih sadnih. Ja, in ti bombončki so polni vitaminčkov. Ampak babi ti bo najprej skuhala še en čaj in potem se boš ti malo naspančkal. Ampak jaz bi že zdaj. Ne, mišek, po spanju. Se veš, da je spanec boljši kot žganec. Ampak najprej si boš tudi zobke hitro umil, a prav? Ja. Veš, da moraš umivati zobke 3-krat na dan. Zakaj? A so tam tudi virusi? Ne, v zobkih pa so bakterije, oziroma na zobkih in v ustih. In te bakterije so tudi takšne majhne živalce, ki povzročajo gnitje. No, pa tudi slabsata. Babi, si grem. Ja, prav. Babi ti bo pa skuhala čajčka. Premagaj vse te zlobneže v sebi, vitez moj. No, zdaj pa je res počasi že čas za spanje, a ne? Babi, Povej. a nisva rekla, da bova se malo pogovorila še o bontonu? No, sej imaš prav. Sva rekla, ampak ti se že kar veliko znaš obnašati po bontonu. A res? Kdaj pa? Naprimer, ko rečeš prosim, hvala, dober dan. Kaj pa dober tek, pa dober dan, pa nasvidenje? Ja, tudi. No. Ampak to govorim, ker mi je oči tako rekel, da moram.
No in zakaj misliš, da ti je tako rekel? Ja, zato ker... Ker? Je Um, to po? Ja, po bontonu! Bontonu. No in kaj je bonton? Ja. A ja, se res, lepo vedenje. Tako, to Pa, so lepo je lepo, ne? Ja, in najbrž te oči zelo pohvalil, a ne? Ker si se lepo obnašal. Ja, včasih me, včasih pa ne. No. Ja, zadnjič je bil tako jezen, ko sva jedla večerjo. A ja? Sem rekel dober tek, on pa meni, da se grdo obnašam. Mogoče pa med jedjo, ko ste jedla, nisi upošteval katere druge zakonitosti ali pravila bontona. Kaj misliš? Kakšna druga pravila? No, deva, a si za eno, ampak res hitro igrico pred spanjem? Ja! No, prav. Narediva preizkus. Ja. Med tem, ko jemo, se zelo pogovarjamo s polnimi usti. Ja, babi, to je narobe, ne? Ja, vidiš, bravo. No, drugo vprašanje. Med tem, ko jemo zelo na glas, žvečimo hrano. Ja, to tudi ni prav. Ja, pravilno, se nismo žirafe, a ne? Žirafe, to so smešne, ki žvečijo. Ampak zdaj pa zadnje, nagradno vprašanje. Ja. No, prav. Kaj pa nagrada? Nagrada bo tvoja najljubša rolada, ja, z malinino marmelado. To! No, prav. Ok, kaj pa sem? No, vprašanje se glasi. Dobro poslušaj. Med tem, ko jemo, nosimo glavo k hrani ali nosimo hrano k glavi? Ja, no, ja, če ni lepo, da žvečimo z odprtimi usti, potem se tudi sklanjati ne bi smeli. Torej, glava hrani. Ne, hrana k glavi. Ja? Ja, bravo, Miša. Hrana k glavi. Hrana k glavi. Ja, Hrana k glavi. tako. Ja, Kaj? zato je bil oči tako jezen name. Ja, no, vidiš, najbrž zato, a ne? Ker si Ja. takole jedel. Ne bom več. No, takole, Ja. hrabri moj mišek. Ja, zdaj mi pa povej, kaj si se danes vse naučil? Ok, da se kašlja ali pa kiha v komolec. Tako? Ja, pa žirafe, da se ne smeš žvečiti z odprtimi usti. ko jemo. Točno. Pa, Ja? hrana k glavi, kaj jemo. Bravo. Ojojoj, ja, se bo kmalu bolje, zdaj pa zaspančkaj, ti moj bontonski vitez Erik. Ja. A veš kaj? Vsi pravi vitezi so se obnašali po bontonu. Lahko noč, mišek moj. Lahko noč, babi, Rada ti imam. jaz tudi tebe. Lahko noč. Hrana k glavi, prosim, hvala.